Lep pozdrav vsem v mojem imenu. Z Binetom sva se dogovorila, da pokažemo pač eno izdelavo diorame oziroma scene. Lotili bi se Lotili bi se s tem, da bi rekli, bi izbrali, kaj hočemo mi postaviti na sceno. Recimo, kaj hočemo predstaviti. V tem primeru sem jaz zbral pač dve figuri. Merilo je 1,35 in en bicikl. Pač lahko imamo vozilo, lahko imamo karkoli. Glede na to, kaj hočemo postaviti na oder, na displej, se moramo odločiti, koliko veliko sceno rabimo. Zdaj, recimo, primer, imamo dve figuri, velika scena, pač zadeva je prevelika, ne funkcionira, ni potrebe po temu. Obraten problem imamo, če vzamemo premajhno sceno. So this is too small. It's packed, pač vse je naloženo na kupu in tudi nekako ne funkcionira. Sploh, če hočemo narediti tudi kaj scenografije okoli. Tako da sem prišel nekje na 100 za 100 mm, kar bi bilo pač neka dobra velikost za pač postaviti dve figure in bicikl in nekaj malega scenografije. Zdaj imamo pač to sceno, lahko damo tu samo en kos kartona, nekaj damo figure gor, sam to ni to. Dajmo reči se odločiti, v kakšno ambientacijo bomo postavili mi te zadeve. V tem primeru sem se odločil za kos ceste in kos pločnika. Pa da vidimo tu. Recimo, tukaj imamo neke tlakovce, tlakovano cesto, 10x5 mm, 5x10 mm. And okay, this is it. Let's put, damo gor en kos pločnika, recimo. Je že zgleda malo boljše, sam nekaj tukaj lih ne štima. Something is wrong. Vedno izogibite se, da so zadeve usporedne oziroma pravikotne na robove scene. Se pravi, zdaj pogledajte primer istih tlakovcev in so malo pod kotom, glede na, čist drugače zgleda. Damo pločnik gor, ok, je že boljše, še boljša varianta, damo tudi pločnik malo pod kot. Čist drugače zgleda. Pa cilj je, da ukanemo oči, da se ta zadeva ne konča s koncem pač naše scene. In zdaj, glede na to, jaz sem si recimo zamislil, možakar je na pločniku, eden je spodi in dajmo reči, bicikl je preslonjen na tega in sta udarila eno debato, malo se pogovarjata, nekaj se dogaja. Ok? Torej, za material za to našo zadevo sem izbral pač, to je izolacijski stiropor, 20 mm debel, zelo, zelo gost. Pač bolj, ko je gost, boljše je. Tukaj lahko tudi, lahko daste malo okoli. Dejte malo prste, vtikajte noter nohte, da vidite, zakaj se gre. Pač as dense as possible. Naslednje, kar je, če vzamemo to našo sceno, ko je 100 za 100 mm, zmeraj štartajte z malo večjim kosom, vsaj 1 cm okoli. To bomo pa videli kmali zakaj. Prva faza je, gremo narisati pač to našo sceno. Lahko si lahko pomagamo s temi stvarmi, kar smo imeli pač že narejene.
In si pač pomagamo z različnim risalnim orodjem. Nekateri delajo tu brez risanja. Delajo, kar režejo direktno, jaz nisem še probal, zmeram narišem prej in režem po črtah, nekako mi je lažje. Some of the people do it without drawing. They just cut it. I must draw something. To bi bil robnik od pločnika, recimo. Ja, in potem za nekomplicirati sem naredil kar centimetrske tlakovce, centimeter krat centimeter. In si zadevo lahko narišemo. Bodite precizni pri risanju. Pač, če že narišeš narobe, bo težko tu na koncu ravno oziroma ne, tu bi bili te tlakovci, potem pa gremo pač delati manjše. Videli ste, pač imam dobro postavitev, ali bi bilo kaj za premakniti. Ne, in pač tako gremo in narišemo nekako celotno sceno. Jaz sem se malo pripravil in imam že to zadevo pač zrisano. Nekako tako ko sem si zamislil, recimo nek načrt, sem si ga sprintal na računalniku, sem se probal tudi držati tega, ker pač, če že v osnovi pogruntaš, da bo zadeva lepa, da bo funkcionirala, se jo tudi držimo dejansko tukaj. Tako da zdaj bomo šli, naslednji korak bi bil rezanje te zadeve. Se pravi, mi moramo nekako z enim zelo ostrim nožem moramo raniti material, da bomo potem te fuge, te luknje razširili. Ne? In se pravi, to najboljš naredimo s hobi nožem. To niti ni hobi rezilo, je kirurško rezilo, ko ga kupiš v lekarni. So še bolj ostri, sicer tudi prej grejo, sam so ponavadi poceni in zelo, zelo ostri. In vse, kar moramo narediti, je pač damo ravnilo na našo črto in rezilo čim kar se da pravokotno in povlečemo par milimetrov globoko. Nima dosti veze, koliko globoko gremo. Baza je pa večja zaradi tega, da začnemo zunaj in končamo zunaj. Tako da potem, ko bomo našo podlago odrezali, bomo imeli dejansko pač linijo povlečeno čez celo površino. In veselo režemo naprej. Pri teh moramo paziti, da se valjda začnemo pri robniku pločnika, ne? Da ne zarežemo pločnik, ker bo potem
Pločnik sem pa, mislim, te tlakovce sem že zrezal doma, ker če ne, tu ne bi bilo ne konca, ne kraja. Pač princip je isti. Prvo zrežemo dolge linije, first the long lines, and then we proceed to carefully, potem gremo lepo počasi, kos po kos zrezati. Za to operacijo zmeraj vzemite novo rezilo, sveže rezilo, fresh blade, always. Se pravi, ko zrežemo vse, širijo boje. Ko smo pač vse zrezali, če ste opazili, nisem še rezal okoli. Okoli še ni zrezano nič. Zaenkrat so zrezane samo črte, ko jo bomo šli zdaj širiti. Za širjenje lahko uporabite pač bilo kaj. Jaz imam tukaj par teh, dajmo reči, tu so neke wannabe izobrazke zadeve oziroma za izdelovati figure. Se dobi zelo poceni, če ne lahko uporabljate zobotrebec, lahko uporabljate konc koncu geotrikotnik, pač karkoli bo razširilo. In gremo po izrezanih fugah, taknemo noter in kar močno korajžno parkrat povlečemo. Pa gremo v drugo. Ne, brez straha lahko kar fajn pretiravate, ker boste videli, da med procesom naprej se te zadeve zmerom zaprejo in jih je treba ponovno odpirati, tako da kar korajžno. Zdaj, ko gremo pravokotno na te stvari, se lahko nekatere te kocke malo pač zamaknejo. Zato je dobro morda ponoviti zadevo tudi z druge strani. Also from the other part. Za tlakovce pač je spet princip je isti. In spet gremo. Tukaj posamezne že vidite, da jih v bistvu malo porivam levo in desno. Te daljše pač, ko bi rekel, špure pa lahko recimo urinaste noter, ne vem, geotrikotnik, tle imam. Recimo neka taka, ne vem, mi rečemo špatula, pač ne vem, strgalka, uradno slovensko. Pač gremo in razširimo pač
pač da dobimo dejansko, ne vem, če vidite, pač dobimo gap med različnimi stvarmi. Ok. Se pravi, naše fuge smo razširili, nismo jih naredili dosti, kar je pač kolikor vidite, zdaj še zmeram vse je lepo ravno. Se pravi, nima nobene teksture, nobene oblike. Ne, zdaj bomo z eno enostavno finto bomo dodali malo teksture. To se reče, to je aluminijasta folija, navadna kuhinjska, in z nje naredimo pač eno tako balko ali nekaj. Bolj ko jo bomo stisnili, bolj bo fino. Bolj ko jo pustimo grobo, bolj grobe pač odtise bo puščavalo. In zdaj, če pogledate s to balko, kar lepo korajžno in ne vem, koliko je videti na kameri, pač smo dobili čist nek drugačen efekt, malo bolj je pač, ima neko obliko, ima neko teksturo. Druga opcija je tu. Tu je kos kartonaste cevi od alufolije, čez je s PVA lepilom običnim prlimano, tu je oni pesek za stranišče za mačke. Je prliman gor, ta pesek je dober, ker ga lahko malo obrusimo, kadar je enkrat lepilo primlo, da zgubimo tisto, odvisno koliko čemo grobo. Ne, pač ga malo obrusiš s brusilnim papirjem in dobiš dosti bolj top rezultat, pač odvisno kaj češ. In lahko tudi v tem primeru ta je malo premalo groba, premalo špičasta in tudi boste videli, naredi nekaj, ni pa zdaj. Dobro. Se pravi, nekako imamo našo teksturo narejeno. Ok, naslednja stvar. Imamo koščke balze, ko so pač enake dimenzije, kot so naši izdelki tukaj gor. Se pravi, 10x10 mm paše za te velike, 5x10 mm paše za ta male. In kaj naredimo? Enostavno gremo nekatere porint globoko, ene lahko pod kotem, pahnemo noter, se pravi, da naredimo malo različnega nivoja. In tu veselo spet ne se bat malo pretiravati, ker tu s cajtom se spet malo vrne in na konci, če se vam zdi, da je zdaj prehudo, pač bo na konci verjetno v redu. Imejte pa zmeram eno predstavo, tukaj govorimo o merilu 1:35, ne? Se pravi, 1 mm tukaj je 35 mm v realnosti. Če porinemo ga za 1 mm dol, se pravi, so dejansko na pločniki kamni 3,5 cm narazen, dvomem. Ne? Se pravi, 1 mm tle je že lahko dosti. Pač malo imejte zmeram v predstavi, ne pozabite, da delate v merilu, ko je izmerljivo. Dejansko se ga da izmeriti. Zdaj tudi jaz malo pretiravam, pač samo da vam pokažem. Ne? Ne vem, koliko je videti, pač te različne nivoje. In spet s tamalimi ista fora. Zdaj niso niti vsi zrezani.
Ok, ko smo naredili te nivoje, lahko gremo malo na uničevanje, recimo. Vzamemo spet naš skalpel in lahko enega malo manjka, na enemu naredimo, malo ga scufamo. Pač najbolj so take, da manjka kakšen vogal, da so oškrbljeni. Pač kakšnega lahko manjka malo več. Je videti? Lepo. In spet isto lahko naredimo na kakšen tlakovc lahko tudi popolnoma vzamemo ven, recimo. Tudi se zgodi, ne, pač da manjka. Ne vem, pač ga spuleš celega ven. Ne, manjka je luknja, bomo že zapolnili s čem, ni tu problem. Tako da zdaj smo naredili pač našo teksturo, smo naredili različne nivoje, pač zadeva je pripravljena za razrez. Pač velik olfa nož. Najprej zrežemo okoli. Naredite več potez, probite držati nož čim bolj pravokotno na pač površino. Tu so ne šparac rezili, tu so original olfa rezila, je 10 € en paket rezil, ampak vam bojo trajala nenormalno dolgo in bojo rezala nenormalno dolgo. Original olfa product. Don't spare your money on blades, it's not good. Lahko vidite, kakšen zgleda odrez, pa je že staro rezilo. It's a old blade. Če imate kakšna vprašanja, kar vprašajte. Ok, kaj opazimo zdaj? Naša cesta je nekako, zdaj sem full hitel in to je nekako narejena. Pločnik in cesta sta v istem nivoju, kar ni v redu, ne? Pločnik je treba pač dvigati gor. To pa naredimo tako, da ga prvo ko prvo odrežemo. In zdaj valjda moramo dobiti nekaj za spodi, ne? V mojimi primeri sem uporabil 3 mm debelo balzo, pač in kaj naredimo, enostavno podložimo pločnik in dobimo pač 3 mm razlike v višini. Te pač letvice sem nalepil na podlago s pomočjo PVA lepila, to je mekol za les pač. In na koncu sem vse skupaj prilepil na neko bazo. V tem primeru sem porabil karton, ker je bilo najbolj hitro, drugače je tu kakšna balza, vezana plošča, pač nekaj trdnega, da bo malo več trajalo. Se pravi, nalepil sem oba kosa, malo brušenja, brušenje v ponavadi je brusni papir, zelo grob, na kosu lesa. Kos, ki ga obdelujemo, dvignemo od tav, se pravi, damo nekaj spodi in z unim velikim kosom lepo brusemo. Gledamo, da je pravokotno, da je lepo. To je na hitro narejeno, se da narediti zelo
lepo in pravokotno, zelo lep izdelek, samo malo cajta se je treba vzeti. Se pravi, da malo popucam mesto. Nemič razrez okoli plošnih osnov. Ok. Kaj sem naredil potem? Pač cel stiropor sem prebarval z neko temeljno sivo barvo. To je pač neko sivo si izbereš, ni važno zdaj, katera je. V tem primeru je bil, mislim, da od Valeo ta Natural Grey. Malo sem dodal zraven rjave in zelene, ne vem niti zakaj. Pač bi lahko, komod bi lahko šli iz flaške ven barvo, pobarveš. Dal sem 2 roki, lepo ena se posuši, druga roka čez in pač tu je tu. Imamo neko temeljno sivo, ko je prekrila vse. Se pravi, in tu je zdaj začetek za, da začnemo delati pač nijanse. Samo, dajte mi 2 sekundi. Tu je mokra paleta, se reče, wet palet, špunja, pač spužva, voda je noter, pa peki papir. Tu drži akrilne barve, pač dosti več cajta so uporabne, lahko tudi več dni in pokrije se jo. Je pa tu škatla od Ferrero Rocher, če poznaste, pač čokolatino. Se pravi, strošek izdelave nič praktično. Ok. Na to paleto bomo dali, dajmo reči, da je to naša temeljna barva, ko je pač pokrila potem zadelati malo, pač bomo dali par odtenkov, da naredimo te tlakovce, valjda tlakovci niso vsi enaki, ne, vsak je malo drugačen, sam morajo pa vselih biti vsi v neki smeri barve, da ne morajo biti zdaj kar neki, ne. Se pravi, začeli bomo zmeraj s temeljno barvo, ko smo jo že dali na kos in dodajali bomo pomalo, pač v tem primeru lahko smo dali malo rjave, malo zelene, bela nikoli ne škodi in črna tudi ne, pač za narediti bolj temne stvari. So, this is the base color and now we will do variation for it. So, basically we take, vzamemo malo sive, ko bi bila temeljna barva, in dajmo reči, se bomo lotili, dodamo malo bele, bomo naredili neko malo bolj svetlo sivo. Ok, zdaj smo naredili kar očitno bolj svetlo barvo, kot je bila naša temeljna, ne? Kaj bomo naredili? Fajn jo bomo razrečili, se pravi, dodajamo kar dosti vode. In bomo na papirju malo pogledali, kaj dela.
Vidite, v bistvu ni barva, je kot nek filter, pa zelo, zelo, zelo razredčena barva. In s to zadevo vzamemo malo na čopič, malo čopiča spraznemo in se lotimo pač ok, to je morda je malo preveč razredčeno. Ne mi zameriti, prvič delam tu v živo in pač ni isto kot doma. Se pravi, gremo narediti, si izberemo določene lakovce in jih gremo narediti različne. Isto naredimo Bine, ko smo s cajtom? Aha. Kdo gleda čas? Pol ure? 33. Odlično, hvala. Vi ste zadolženi od zdaj naprej, da beležite. 60. Tako. Tako. Se pravi, če vidite, tu ni barvanje. To je zelo razredčena barva, ki niti ne popolnoma prekriva. Ne? In če gremo pogledati, prvo se je zdelo, da smo naredili veliko razliko, ko se zadeva posuši, pa v bistvu zelo, zelo subtilno to, ne? Zelo malo prehoda in prav je tako. Pač tako tudi mora biti. Barva ne bo zmeraj, rajši jo bolj razrečite in pol vidite, aha, premalo pokriva oziroma greste dvakrat čez, ko da je pregosta in že v prvo pač. Ok. Potem gremo, lahko dodamo malo rjave. Vidite, barva je zelo, zelo redka. In tako se tudi, vsaj pravijo strokovnjaki, tako se barva zakrili. Pač nikoli gosta barva, razen če delamo neko temeljno barvo, tako ko sem pač začetno pobarval, ne. In če smo recimo uporabili to sivo za temeljno barvo, zmeraj delamo variacije s to sivo. Se pravi, je zmeraj ta siva z malo rjave, z malo bele, z malo črne. Nikoli ne gremo zdaj kar pač čisto zeleno ali nekaj delati, ne? To pa isti princip tudi za zid, recimo? Za? Ja, identično, sam čist druge barve, ne? Ali pa češ imeti si vzid, tudi mislim, ja, popolnoma. Evo, zdaj bomo šli malo v zelenkaste vode. Pač to, koliko mora biti barva razrečena, se moraš provati in se moraš navaditi. Ni, evo, to je recimo prehudo. Se pravi, še razrečemo. Pa tudi, ko se bo posušila, bo tudi ta dobra, sam
pač je pregosto. Evo, to je to. Pač največ problemov za krili ljudje imajo lih se zrečanjem barv. In pač sem jih imel tudi jaz, ni da se imam za nekoga, ko zdaj to zna uporabljati. Daljče od tega. Ok, pa gremo v malo temnejše vode, se pravi spet vzamemo temeljno barvo. Imaš 23 minut, v redu. Do 3. Imam tle asistenta, ko beleži. Imam asistenta, ko beleži cajti. Ne, se sem to, ko ga vreskali. Če ste, še ena stvar, dajmo reči, da to, kar sem vas zdaj govoril od redke barve, ste preslišali in bi šli z zelo močnimi odtenki barve čez. In tudi, ko boste prvič to delali, boste to tudi verjetno naredili. Ni vse izgubljeno. Na konci se ti zdi, tu je prehudo, tu je prezeleno, tu je prerjavo, nima neke lepe, dajmo reči, iščemo neki tacga, ne? Če bi bilo prehudo, samo vzamemo temeljno barvo, jo zelo, zelo zrečimo z vodo in naredimo z njo filter. In prebarvamo z njo vse. Narediš prvič, se posuši, rečeš, je še prehudo. Še enkrat čez, je še prehudo. Zmeram rajši bolj razrečeno, ko ne. Ker tista barva bo pač nekako povezala vse skupaj. Ne? Evo, zdaj dovolj bo s tem packanjem. In pač pridemo do tega, če gleda ste pločnik, pač gornji del pločnik je v tem primeru pobarven, to, kar smo delali zdaj, in malo sem fuge spet razširil, pač sem šel spet malo pazljivo jih spet razširiš, da jih odpreš, ker zdaj bomo zadevo pač zafugirali. In sicer to bomo naredili, jaz imam v tem primeru iz separacije, je pač ločena, prijatelj mi je prinesel ločen pesek na različne frakcije. Se pravi, tle noter je samo pesek od 0,1 do 0,3 mm. Tu se zdi, pač separacije so po celi Sloveniji, po celem svetu, greš kaj, prineseš 2 pivi in fantje ti bojo naložili tega. Tu ne stane nič, samo nam pa ogromno pomaga. Recimo za primer, 1 do 2 mm so že kamenčki, sam ločeni vse, ni praha zraven, ni nič. Pa zelo, zelo uporabna zadeva. In od 0,1 do 0,3 je v bistvu kukarena mivka, bomo uporabili za fugiranje. Se pravi, mivko, fugiranje. To je v bistvu bolj kot fugiranje, je simulacija nekih smeti, praha, peska, ko se je s časom pač nabralo na cestišču med različnimi kamni. Se pravi, damo mivko, pesek gor, mehak čopič, tu so one poceni zadeve, ko kupeš v Hoferju, kamorkoli, pač zelo mehak, nič, in začnemo lepo porivati mivko v naše odprtine. Tukaj v bistvu stvar je taka, da te fuge v bistvu hitro zapolniš. Problem je pole odstraniti višek proč, ne da bi spuh pobiral. Če ste kdaj dejansko delali ploščice, veste, da fugirno maso se
nekako odstranjuje pod 45 stopinj glede na fuge, ne? Pač da jo ne, tle principi v bistvu isti. Vina ne zameri, tle bomo naredili malo džumbusa. Ta mivka gre povsod. Se pravi, to mivko vozimo sem in tja, dokler nismo višek pač pometemo dol. In zdaj bistvo je, da probate jo odstraniti iz centrov kamna, pač da je res samo, da je samo v fugah ostane. Ok. Recimo jo nočemo v luknji, jo porinemo ven. Ko smo zadovoljni, moramo to zadevo blokirati. Zdaj različne firme imamo in nekaj prodajajo, se reče Sand and Gravel Fixer, je pač produkt prav za delo tu, je pa na enamel osnovi, ne vem kako bi rekel drugače, in topi stiropor. Jaz sem že, če se boste vpisali na kanal, pejte pogledati, sem delal točno tako sceno, se je malo iztopilo vse. In tu sem ugotovil po 15 minutah, ko sem skoraj šel že ven z delavnice. Se je tu začelo vse napihavati in se sedati. Tako da na konci sem gotovil, da še najboljša preverjena varianta je Scenic Glue, kar bi bilo zelo zakomplicirana formula, en kos belega lepila, za les 2 kosa vode. In to je to. Se pravi, dobro ga pretresemo, ker se rad loči. Zdaj pa bi vam rad pokazal še nekaj, ne? Scenic Glue, ta PVA in voda, ima eno slabo lastnost in to je površinska napetost. Če vidite, je ostal, ne vem, če je kaj videti, pač je ostala kaplja na unmi. Ne, nikakor se ne, noče se razlesti po površini. Kaj imamo? Še eno zelo komplicirano formulo, to je pa, jaz rečem temu tension breaker, spet zelo komplicirano, en kos izopropanola, 2 kosa vode, alkohol in voda v bistvu. Ne? Kaj naredimo? Pač šprica, našpricamo površino, in naše lepilo se razleze brez problema. Ne? Pač je čist drugače se obnaša. Se pravi, kaj bomo naredili v našem primeru? Prvo bomo navlažili površino z mešanico alkohola in vode in potem bomo lepo počasi nakapali. Veste, ko teče, gre v fuge. Če bi to delali brez navlažiti, škoda vam nisem pokazal, to bi ostalo vse gor na površini. V bistvu noter v luknje ne bi zlezlo čist nič. Mi spet imamo 2 produkta, ko se jih naredi izopropanol, je par evrov 1 liter, zmeram uporabno, par evrov liter lepila, si dobro za 10 let. Ne, ni treba kupavati nekih ne vem kakšnih izdelkov. Se pravi, tu se mora zdaj posušiti, dobro je pustiti tudi čez noč. Jaz sem spet pač šel naprej in si pripravil, še nekaj imamo se, preko gremo naprej. V bistvu spodnji del tlakovce sem že zafugiral in tako izgleda pač mivka, ko se posuši. Ima nek lep rjavo tenk, drugačen ko kamni, v bistvu čist lepo izgleda že tako, ko je. Ne, ni treba nekaj dosti čarati. Zdaj bomo dodali pa malo smeti ob
rob pločnika, ne, pa stvari, ko se navlečejo. In sicer to je, jaz sem si naredil mešanico z različnih granulacij te moje mivke, peska, in pač te dlakice so pa te balke z morja, ko se dobijo na plažah, seaball. Se v bistvu nasecka na majhne kose in imamo eno mešanico, če ne vem, ko bi rekel temu, nekega materijala, ko ga damo na površino in se ga potem tu, kadar je suha zadeva, ne sme biti mokro, pač dokler je suho, si ga lahko pač s čopičem uredimo. Zdaj sem tle morda je malo pretirano s temi dlakami. Pač si ga urediš, kakor ti najbolj paše, kakor ti ustreza, in spet postopek je isti. Navlažimo s tem in PVA je tle. Evo, če vidite, kup smeti brez problema vpiva lepilo. In na konci, ko se posuši, ne bo niti videti, da je kaj bilo gor. Sam tu vse naredi alkohol in voda, pa če ne, tu ne dela. Se pravi, smo rekli, tu damo sušiti. In tukaj imam to fazo narejeno. Se pravi, v tej fazi imamo zafugiran, imamo mivko na pločniku, imamo mivko na tlakovcih in imamo pač ta, ko bi rekel, nabran material ob pločniku. Se pravi, zdaj bomo pa šli to zadevo nekako dokončati in postarati. Se pravi, rabili bomo eno svetlo nianso, za simulirati v bistvu nek prah. V mojem primeru imam Vallejo Light Matte. Se pravi, nek tak prahast odtenek. Damo eno kapljico. In rabimo nekaj temnega za začeti, se pravi, ne gremo na črno, gremo na neko temno rjavo. Recimo zelo temno, dark brown for the other shade, pač za drugo. In tu bomo zmešali, recimo bomo dali rjavo in črno. Te zadeve moramo spremeniti v wash. Kaj je wash? Spet zelo razrečena barva. 10 minut? Ok. 10 minut je do ene ulice. 10 minut je do ene. Ok. Recimo začnemo s svetlim odtenkom in ne vem, ko bi vam rekel, zadevo moramo nekako umazati, pa se recimo v tem primeru prahom, ne? In to je malo pregosto. Dajmo probati ta wash spraviti nekako recimo v fuge. Namočimo lahko ta naš material z njim. Malo je treba paziti, ker se uporablja PVA in vodo, bojo tudi barve z vodo lahko reaktivirale lepilo, ne? Tako da je treba malo popaziti, se začnejo lahko te kamne hitro premikati okoli.
Jo, recimo tudi prej, ko smo tukaj pretiravali, lahko ga nanesemo. Počakamo malo cajta, pa ga potem z vodo spet premikamo okoli. In tu zdaj ne delamo kar čez celo površino, ne? Tu pač je treba malo prakse dobiti, da vidiš, kam se te stvari stavi, se pravi, ki bi bil prah. Malo je pa tudi, kaj izgleda v redi. Ne? Dejansko recimo zdaj sem ga nanesel, ne? In potem z malo vode začnemo tu, malo ga zapackamo noter. Pač nikoli ne sme ostajati kar prosto. Če vidite zdaj z vodo, ga v bistvu ga premikam, ga lahko popolnoma odstranim, če mi ni všeč. Pa če je šel nekam, kamor res ne bi smel iti, sam tukaj, glede na to, da probamo neko naravo posnemati, skoraj ni nekih pravil. Se pravi, to bi bila nekako neka simulacija nekega praha, dajmo reči. Ne? Lahko tudi po kakšnih tlakovcih. Zdaj, tle sem pretiraval, če ste videli, ga popivneš, ga daš kam drugam. Malo se razleze pač po teh naših fugah, malo ga mivka prime. Ista fora s temnim. Sam s temnim moramo malo bolj paziti, da ga ne nalagamo lih kar spet povsod. Dajmo reči, da lahko gre spet potikamo ta naš nasut material, da mu damo malo sence. In dajmo reči, da temno barvo lahko damo tudi nekam, kamor bi teli, da recimo, da bi pokazali neko vlažnost. Recimo okoli kakšnih jaškov, kakšne take stvari, kjer se več cajta zadržuje voda in bi bilo... Ne, zdaj jaz tukaj jaška nimam, bi bil zelo dobrodošel, sam pač... Potem je ena zelo pomembna stvar, ko mislim, da nima smisla, da jo grem delati. Z različnimi barvami, sivmi, svetlorjavmi, belmi tudi lahko, gremo pobarvati kao te velike kamne. Ne, se pravi, kar je teh kamenčkov. Ne bom pokazal samo eno, ker tudi mislim dvomim, da bo po kameri kaj videti. Ne. Se pravi, barva ponavadi kar se flaške, nič rečenja, zato ker rabimo pač, da jo videti. In gremo z njo, ne vem koliko se vidi, povejte, če je kaj. Se vidi. No, se pravi, vzameš rjavo, pa si zbereš 10 kamnov. Vzameš svetlo sifo, si zbereš 10 kamnov. Zgleda komplicirano, v bistvu je ful enostavno in ful taka sproščujoča zadeva. Res ni komplicirano in na konci boste videli na izdelki, pač se splača, no. Evo, okay, jaz sem zdaj šel tukaj samo s sivo. Samo foundation, da boste potrdila. Pač vzameste rjavo in greste za rjavo. Je pa barva direkt s flaške pač nič rečena, ker more, res samo ga pikneš in je pobarven v bistvu, ne? Ker itak so majhni. Se pravi,
To bi bilo, dajmo reči tu. In zdaj, kar sem ven tel še v bistvu pokazati v tem primeru, je, da naredimo malo neke vegetacije, v tem primeru maha. Pač se je nabral nek mah v fugah, zelo popestri zadevo. Zdaj, jaz bom kar malo na silo, spet si odprl ene 2 fugi. To je treba malo planirati tudi naprej, kam ga boš dal v kakšno luknjo, pač ali ne vem, kjer je vlažno, okoli jaškov in take stvari, ne, pač ne boš dal maha, kamor je najbolj suho, ne. In bi vam rad samo, pač zdaj bom kar na silo malo odprl. Ok, se vidi, ne, fuga. Kaj imam tle? Origano. Tu je začimba, origano z kuhnje, z nožem se sekljana in skozi sito presjana, pač da imaš res samo drobne. Zdaj različna cedila probeš, ni znanstvena fantastika, ne. In kaj naredimo? Spet PVA lepilo, belo. To lepilo kar hitro naredim mreno čez, tako da je pač je zadelati, si daš pač novo kaplo, sej ne. In če ćemo spravljati lepilo v majhne prostore, treba uporabljati tudi majhen čopič, druge ni. Dajte si čopiče malo označiti, pač zakaj se uporabljajo. Ne barvamo z istim, ko lepilo stavimo gor in tako naprej, sej ni. Verjetno je vsem jasno. Čopič zmeren zmočimo, bilo kaj delamo, ga najprej zmočimo in obrišemo, da ima že neko vlago v sebi, ne gremo nikoli suhim čopičem, ne po barve, ne po lepila, nič. Se pravi, nanesemo naše lepilo, je videti dobro? Ja. Pa zdaj hitim, pretiravam, zato ko bi. Vzamemo naš origano, posujemo, zelo nalahno ga malo potapkamo, otresemo proč, še parkrat pihnemo in imamo nekje ostalo pač nek, lahko je tudi malo pregrobo, tu je stvar pole vidiš s cajtem, sam tudi če je malo grobo, še zmeram zgleda boljš, kot da ne narediš nič. Ni izgovor to. Zdaj pa ta zadeva je, če gledaste, je malo ubita, tako da ta origano je treba tudi se pravi, neka 2 zelena odtenka, eden zelo ubit, ljudje uporabljajo ponavadi od Vallejo, ta je tu kaki, in ena zelo živo zelena, se pravi ta Odamo, ta lime green je pač, sem probal že to stvar in delujejo in izgleda lepo. Se pravi, začnemo s kakijem. In spet iz njega naredimo voš. Se pravi, sem dal, dajmo reči, da sem dal 1 kapljo barve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa da vidimo, ki smo. Vallejo barve so zelo goste, to pride bolj kot krema, kot barva, nikoli direkt sa splaške, zmeraj rečeti, vsaj 1, 1 in naprej. Se pravi, namešamo, evo, 6 kapelj vode, mislim, da bo kar v redu. Se pravi, point je v temu, da probamo mi ta naš origano s to barvo prepojiti. Zdaj sem v bistvu pustil, da barva je toliko redka, da jo ta origano upija vase. Če vam je všla kam,
če vam je ušla kam okoli, ni noben problem, pa se z vodo ta zadeva popravi. Evo, sam še evo in tukaj imamo, če pogledate, je tu zelo strupena zelena, ko jo pa tudi bistveno manj zrečemo. Tudi te amobe barve so že dosti bolj redke že v štartu, ne? Se pravi, je treba paziti. In pa s to barvo pazimo, da ne pokrijemo vse prejšnje barve, se pravi, gremo upam, da je videti, kaj se dogaja. Pač ta origano vrst se mora posušiti, ne, to je bilo zdaj iz luna, zato je tudi ratala bolj kot ne ena packarija. Sam načeloma pač je tu nek pristop za narediti nek mah. Zdaj pa jaz sem v bistvu naredil tudi končni izdelek, lahko vidite, kako ta mah zgleda v realnosti. Bo tudi tle na robi boste lahko pogledali in vse, kar imamo za narediti, je pač pritrdimo. Ne, vse. Pritrdimo naše igralce na oder. Prislonimo bicikl in imamo v bistvu, kaj sem naredil okoli, pobarval sem s črno barvo, nič kaj. Zelo pomembno pa je, sem tudi jaz včasih delal, sem dajal okvir okoli. Če ste gledali tudi kakšni izdelki, so okoli rob črn, pač ker se balza ponavadi lima. Probite se izogibati tega. Tle zgleda, kakor da se, ne vem, dobiš občutek, da ni uokvirjeno, da se nadaljuje. Se pravi, okvirji ne. Okvir je lahko spodi, samo scena pač se mora končati brez nekega roba, no. V bistvu tako, ko je v tem primeri. Nič, to je v bistvu z moje strani to.